vsekakor se mi zdi, da pač znanje je potrebno in ga je fajn pač na nek način osvojiti. Tako da jaz sem za študiranje. No. Čeprav mogoče manj v Sloveniji, bolj da greš v tujino, ampak vsekakor jaz sem za. Mislim, meni bilo žal in verjamem, da tudi drugim ne bo. Ja, po mojem, da ne, samo po drugi strani pa moraš študirati, ne, če hočeš kaj narediti sebe. Ja, meni se zdi, da se moraš študirati, ne? Zato, ker vseeno se ti učiš za svojo izobrazbo, pa ne vem, če tebe nekaj veseli, ne? Boš to študiral zato, da boš naprej šel študirati, mislim, da boš naprej delal tisto, kar te v življenju veseli, ker če ne bi tega študiral, ne, kaj boš v življenju počel, ne? In kaj tebe zanima, kam si danes prišla? Na geografijo pa angliščino. Zdaj, jaz bi tako rekla, da po mojem mnenju se splača študirati, če že na drugega, zaradi tega, ker v bistvu ti pridobiš veliko znanja, kar je pa najbolj pomembno, ker znanje ti noben ne more vzeti, ne. Kupljeno diplomo ti pa lahko vsak vzame. Tako da pač se splača študirati, pa recimo še delaš poleg študija, pa dobiš še izkušnje, pa imaš pa še diplomo, pa so ti vrata odprta. No, politiki, za vzgled si vzamete. Hvala. Ne, po moje ni to v redu, ne. Nisem za to, ne. Nisem. Da si politiki kupujejo izobrazbo? To je narobe, ne. Ne se strinjam z tem. Pa zdaj kar vprašanje, ne. Veš kaj, mu šla kar v tujino reči, mogoče tam kaj boljše. Zapravi Slovenija ni? Ne, ne. To, kaj se zdaj dogaja po televiziji, to je slabo. Ne vem, odvisno kako bo prinesel čas. Bolj težko. Torej ciljaš na tujino? Mogoče. Najlepša hvala. Zapaletita. Ja, mislim, da moj izbran študij ima prihodnost v Sloveniji, zaradi tega, ker mislim nadaljevati s psihoterapijo. Mislim, da bo tega vedno več potrebnega pri nas, koliko že drugje po svetu. Sigurno, zato ker živimo v takem času, da se folk skozi bolj miša, oziroma imajo skozi večje težave, glede na to, da je recesija, pa da se to v medijih čisto preveč še bolj poudarja in zaradi tega je mentaliteta ljudi že taka, da v bistvu že mediji sami vplivajo na to, da so ljudje skozi bolj preobremenjeni s tem, da je tempo življenja tak, da nimamo niti več časa zase. Tako da mislim, da je to poklic prihodnosti, s tem, da sem brala študijo, da v Nemčiji že vsak 4. otrok potrebuje psihoterapeuta. Jama. Zakaj točno? Zaradi tega, ker potrebujemo vzgajateljice za otroke. Ker otroci je prihodnost. Upamo, da ima, ne? Upajmo. Ja, mislim, da imajo. Ja, v bistvu ja, pa če gledam na to, kje bojo službe, tak in tak brez veze, da se sploh na faksu pišem, ker jih nikjer ni, ne. Ampak pač ne bi pa šla študirati nekaj, kar me ne veseli, no, tako da mislim, da ja, da bi se našlo. Ja, jaz mislim, da bom šel študirati razredni pouk, ne. In sem tudi slišal po enih informacijah, da se moški v tem poklicu zelo iščejo, ne, ker pač imamo določene prednosti, ne. Tako da mislim, da bom dobil službo v Sloveniji. Ja, jaz mislim, da je tukaj odvisno predvsem, koliko bo število otrok, predvsem je to odvisno od generacije, koliko bojo, predvsem od otrok, koliko jih bo. Mislim, da to je veliko od tega pa veze tudi. Rečemo, da tudi veze z tujina, pa ne vem, no, mislim, da vseeno je fajn v Sloveniji ostati. Mislim, po eni strani zato, ker si tukaj doma in tako. Tako da, predvsem pa upamo na veliko število otrok, ne. Mislim, da ima prihodnost. Zakaj? Zato, ker bo vedno več otrok. Tvoja smer študija pa je? Predšolska vzgoja. Jaz upam, da bom službo našel v Sloveniji, čeprav to močno dvomim. Mislim pa, da bom se bolj iskal v tujini službo. In tvoja smer študija je? Matematika. Ja, pač bom videla, ne. Pač upam, da se bo tukaj najdržem pač šla nekam. Si pripravljena torej tudi v tujino? Tudi, ja. Kakšna pa je tvoja smer študija? Likovna pedagogika. Najlepša hvala. Prosti. Adijo, fajn za me. To so bili torej bodoči študentje, ki so kar kritični do trenutne situacije v naši državi.